Pozdravljeni, kot sem vam obljubil, bom vse moje izkušnje, opažanja z uporabo tele kisikove komore delil z vami. In danes je z menoj tudi Lea, ki bo v bistvu je tudi lastnica tega studia in veliko tudi ve o tej komori in njenem delovanju. Tudi ljudje, ki komoro uporabljajo, ji zaupajo svoje izkušnje, tako da bo v bistvu Lea danes nekako nadgradila moje izkušnje in pa moje opažanja, ki jih trenutno imam. Kot že vsi veste, sem moral v nedeljo, torej prejšnjo nedeljo, zaključiti zaradi višje sile slovensko planinsko pot. Ampak v tem času se je kar nabralo tudi nekaj kilometrov, nekaj višinskih metrov, uspelo mi je narediti 6 etap, tako da z 7-kilogramskim nahrbtnikom sem dnevno naredil približno 60 kilometrov in okrog 3000 višinskih metrov, kar mi je vzelo približno med 7 in 10 tisoč kalorij, tako da nek napor za telo je vsekakor bil. In odločil sem se, da bom regeneriral svoje telo malo na drugačen način kot do sedaj, in sicer s pomočjo kisikove komore. In danes sva z Alešem naredila trening, ki je bil tudi neke vrste test tega, ali je ta komora mojemu telesu koristila. In moram povedati, da sem opazil predvsem 3 stvari. Prvo, mišice so se dosti kasneje kot običajno utrudile. Drugo, najbrž poznate vsi občutek, ki mu rečemo kisikov dolg, to je tisto, ko tečete ali pa imate kakšno fizično aktivnost in potem, ko pridete na cilj, morate nekaj časa, 2-3 minute se predihati in nadihati, da dobite spet kisik vase. No, tega danes pri meni ni bilo, tako da tudi tega kisikovega dolga nisem čutil. In tretja stvar, ki sem jo opazil, tudi pri velikih naporih, torej pri vzponih in pri zelo hitrem teku z Alešem, nisem čutil te zasoplosti, zadihanosti, tega hlastanja po kisiku. In sprašujem, Lea, ali je to možno, da je kisikova komora v bistvu na ta način pomagala meni, da so te stvari odpravljene in da sem jaz zaradi tega naredil kvalitetnejši trening, da sem zaradi tega se hitreje regeneriral. No, super. Pozdravljeni tudi z moje strani. Vsekakor smo veseli sploh takšnih komentarjev oziroma opažanj vseh, ki pač komoro obiskujejo, seveda najbolj sedaj tvojih komentarjev. Načeloma vsak nekako drugače opaža izboljšave ali pa prednosti kisikove terapije, ampak zagotovo to, kar razlagaš, je lahko in tudi je vpliv regeneracije, ki si jo opravil v kisikovi komori. Zato se tudi zelo, zelo priporoča ravno za športnike. Zaradi tega, ker v bistvu, ko je človek v komori, se notri ustvari parcialni povišan tlak oziroma atmosferski tlak. In ko je telo pod atmosferskim tlakom rahlo v bistvu tlak višji, se z vdihovanjem čistega kisika doseže to, da kisik po plazmi se transportira direktno v vse celice telesa. In v bistvu tudi kisik gre do vseh perifernih tkiv, tudi ožilja, tako da dejansko in se tudi 14-krat poveča dotok kisika v komori, v organizem. Zdaj pa, ker kisik je nasploh stvar, ki zelo, pač potrebujemo za življenje, nasploh, seveda je toliko boljši za telo, za regeneracijo. Tako da, ja, na celičnem nivoju se regeneracija izjemno poveča, seveda tudi lažje dihanje, večja zmogljivost, regeneracija mišic, tudi neke mikropoškodbe v telesu, ki jih mogoče niti ne zaznamo, pa se med športom že dogajajo. Seveda kisik tudi, bom rekla, lajša ali tudi odpravlja, predvsem pa za vsa vnetja, ki so v organizmu.
To je tudi pomembno poudariti, ker vnetja pa pridejo kot seveda pretirane aktivnosti, prevelike aktivnosti, tudi seveda stresov. Super pa je, ker pri močnih aktivnostih imamo tudi psihofizični napor, tudi ta psihični napor kisikova terapija zelo dobro odpravlja ali umiri, ker ima zelo pozitiven vpliv na možgane. Možgani so v bistvu tkivo, ki nujno potrebujejo kisik in se zelo hitro tudi psihično, pomoremo pri teh terapijah in je zato tudi primerno za ljudi, mogoče po kakšnih operacijah, tudi recimo po KP-h ljudje poiščejo pomoč kisikove terapije in s tem hitreje okrevajo. No, ampak glede na to, da smo sedaj pri športu, bi rekla tudi to, seveda tudi športnikom, verjetno ta psihični vidik zelo koristi. Ja, jaz moram povedati, da v bistvu uporaba komore je tudi zelo, bom rekel, deluje sproščujoče, ker v komori ležimo, imamo dobro uro časa in v bistvu z tem dihanjem, sploh če se mentalno posvetimo vsakemu vdihu in izdihu, je kot neka vrsta meditacije, zato tudi, bom rekel, tudi če bi seveda šli samo ležati nekam za 1 uro, uro pa pol, da malo oddremljamo, je že neke vrste regeneracija telesa, če pa ti pri tem še dovajajo 100% kisik, je pa toliko ta regeneracija še večja. Kot sem že povedal, danes sem zaključil trening ravno pred kakšno dobro uro in današnje občutke in pa izkušnje, kaj pomeni priti naravnost iz treninga in izkoristiti, bom rekel, vse prednosti komore, bom seveda v nadaljevanju delil z vami. Vse, ki vas karkoli o komori zanima, si lahko na spodnjem linku kliknete in preberete članek, kjer boste našli seveda veliko več teh informacij. Lea, bi še kaj povedala našim spremljevalcem, poslušalcem? Ja, seveda, dobrodošli vsi, tako profesionalni kot rekreativni športniki. Pridite, sprobajte kisikovo terapijo, sicer od enega samega postopka v bistvu dobite bolj izkušnjo, kako sam postopek poteka in kot je Robert tudi rekel, seveda se tudi globoko sprostite že po enem obisku, ker se osredotočite na dihanje in vse skupaj tudi je kot ena rahla meditacija lahko. Je pa seveda priporočljivo več zaporednih postopkov, zato imamo pač tudi sestavljene pakete za 5 ali 10 obiskov, ker le takrat se potem vidijo, bom rekla, tisti pravi učinki terapije, ne? Na tkivu, bom rekla, spominu, boljši volji, več energije, tudi lasje, stanje las se izboljša, koža, ter vse tiste nevidne stvari v telesu, ki jih mi ne moremo videti, vsak pa lahko opazi vse. Da se ne bo potem čutili, ko bom jaz čez kakšne pol leta čupal, ne? To bi bilo super. Skratka, vsem skupaj hvala za vašo pozornost in spremljajte, bom rekel, ta moj eksperiment še naprej. Nasvidenje. Nasvidenje.